Filmski festival Kino Bled je v septembru doživel že svojo 3. izdajo. Ne samo s filmskim festivalom, ekipa Kina Bled se želi skupnosti približati in z njo sodelovati tudi z drugimi projekti. Najpomembneje pri vsem pa je, kot pravi Aljaž Markelj, po moje to vračati Bledu, no. Tako, nekako, po moje je bila to prva iniciativa in želja, je bila pač res to, ko smo izhajali iz tega, kjer smo odraščali, pa s kakšnim manjkom smo mogoče odraščali in prevzeti odgovornost in ta manjko skušati zapolniti. Kaj so ob začetku pred 3 leti pričakovali in kaj je bilo čisto drugače, kot so mislili, da bo? Glede na pripovedke, zgodbe, glasove po skupnosti ali kjerkoli že, smo pričakovali veliko težji izziv, mogoče iz vidika več odpora iz smeri skupnosti, pa same organizacije, pa postavitve festivala na Bledu. To nas je v bistvu kar pozitivno presenetilo, koliko je bila v bistvu z odobravanjem sprejet cel projekt. Tudi obisk v bistvu je bil vsak let, mogoče zjemom letos zelo zadovoljiv. Tako da ja, mislim, da smo bili do zdaj deležni kar pozitivnega odziva okolja, kar je bilo veliko presenečenje. Med podporniki ekipe Kino Bled je župan blejske občine Janez Fajfar, ki se je tudi sam ogledal nekaj festivalskih filmov. Mislim, da je to čudovita kulturna pridobitev za Bled. Že 3. leto, zdaj v jeseni leto so v festivalni dvorani filmi, ki so izbrani, so krasni, taki, ki se jih drugače ne vidi. In me v bistvu samo čudi, da nekaj več obiskovalcev. No, in upam, da če že letos ne more, da bodo vsaj drugi let, da bodo fanti vztrajali in da bo drugi let več obiska. Mislim pa, da bo to prireditev treba počasi še bolj posvojiti, da ne bodo glih tega vsega Bledu pripravili skoraj v svojo škodo. Je mladost ekipe Kino Bled prednost ali slabost? Ja, jaz bi rekel, da je prednost, zato ker mislim, da imamo mogoče nek tak svež pogled na stvari. Mogoče tudi sami pol lažje privabimo neko mlajšo publiko, čeprav seveda pač probamo ustvarjati neko okolje, ki bi bilo prijetno tudi za starejšo populacijo. Ampak ja, no, tako da je v redu za vse. Ne vem, mislim, meni je super. Uživam. Letošnji program je bil raznolik. Od projekcij uspešnic z velikih filmskih festivalov, predstavitev kratkih filmov mladih ustvarjalcev do javne tribune o kulturi, pogovora o partnerskih odnosih, delavnice, meditacije, potopisnega predavanja o Grčiji in predstavitve ribiškega filma o Soči. Martin Krivec se je tako veselil odprtja svoje prve samostojne fotografske razstave. Jaz sem nekako prvi ustvarjalec, to se pravi, ki me je Kino Bled nekako vzel pod okrilje, da sem predstavil svoja dela. In sicer to je tudi del razpisa, v katerem smo s kolektivom Kino Bled pač se nanj prijavili in tudi ta razpis dobili. In sicer občutki so pač res dobri, ker ne nazadnje, da dobiš ti priložnost je že nekaj, če pa dobiš priložnosti v domačem kraju, pa sploh nekaj posebenega. Tako da ja, v bistvu fenomenalno. No. Mene ful zanima načeloma analogna fotografija, če sem mogoče malo bolj natančen, recimo če se nekih motivov dotaknem, je predvsem voda nek ključen moment, pa v bistvu obrazi, to se pravi osebe, ki so del tega. Zato so v bistvu velikokrat v mojih delih tudi ženske, ki v bistvu nekako doživljajo ta nek fusion za vodo. No. Filmski festival Bled je platforma, ki združuje mlade ustvarjalke in ustvarjalce z različnih področij kulture. Prednost imajo seveda vsi tisti, ki so povezani s filmom. No, letos sem v bistvu prispeval 3 filme. Prvi je bil Klub Kresnička, ki smo ga ustvarjali v okviru festivala Movit, ker je pač v 60 urah treba pač ustvariti film. To je kar precej ena taka, po eni strani zanimiva, po drugi strani malo stresna izkušnja. Sem sicer bil na tem festivalu že 3-krat prej, to je bilo zdaj 4-tič. Ampak ja, recimo, da je bilo kar zabavno, no, nekaj smo ustvarjali. Drugi je bil Ta kolo, ki smo ga ustvarjali v okviru natečaja Tedna mobilnosti. Tako da smo v bistvu probali prikazati nekako to uporabo trajnostnih mobilnih enot za premikanje
po blejski občini oziroma tudi druge, ampak prioritetno tukaj. Tretji je pa Velika noč, ki sva ga pa z kolegom Matijom Valantom ustvarila med karanteno lansko leto, 2020, kjer je bilo v bistvu, nismo imeli nič za delati, tako da sva se odločila, da narediva en kratek film. S timom že nekaj časa sodelujeva na večjih projektih. En najin film se je že lani predvajal na Kinu Bled, letos se dva. Letos sem igral v 2 filmih, lani sem bil snemalec in pa asistent režije. In meni je zmeraj pozitivna izkušnja, že nekaj časa se ukvarjam s filmom in to me zelo veseli in se mi zdi super, da imam tukaj to priložnost to početi. To so moji dobri prijatelji in sem kar ponosen, da lahko gledam tukaj njihove filme, ker zles, vrhunski so, no, dobri izdelki. Tudi fajn mi je sodelovati z njimi, tudi fajn mi je pogovore imeti o filmih, kako so kaj naredili. Letošnji obisk je bil slabši zaradi jesenskega termina, selitve v notranje prostore festivalne dvorane in seveda tudi PCT pogojev. Med obiskovalci smo zabeležili nekaj vtisov o festivalu. Sploh zdaj v času korone nismo nič obiskovali kine, ne? Res, redko se spomnim, že najdalj nisem bil v kinu, no. In zdaj, da sem tukaj na Bledu takoj pred vrati, da imam nekaj, da se lahko ogledam. Pa sploh dobri filmi so in uživamo, no. Meni se zdi super, da taka mlada ekipa ustvarja tak dogodek, tak event. Se mi zdi super vzdušje, veliko energije, veliko spodbude, super filmi se vrtijo, ima super izbor, tako da meni se zdi super. Blejski je z slovenske, kar sem videl, pač najbolj urejen, pa ena najlepših lokacij za imeti filmski festival nasploh v Sloveniji. Pa tudi izbor filmov so vsi filmi, ki sem v bistvu hotel gledati in je res edinstvena priložnost, da jih pogledam v živo, pa v kino, kar je meni cel point gledanja filmov. Mlajša, ki je ekipa oziroma če so neki mladi, se mi zdi bolj, ne vem, sveže, pa neka energija je prisotna, pa da, ne vem, neka motivacija, pa da se v bistvu pač mladi probajo furati kino, pa pač filmske festivale v kinih je ful dobro, ker kino pomalem umira in je treba ga vzbujati, no pa oživljati, se mi zdi. V dneh po zaključku ekipa Kina Bled že pripravlja načrte za prihodnje leto. Naslednje leto bomo zopet se selili časovno, bomo šli na junij. Nekako razmišljamo, da bi otvorili festival s poletno muzejsko nočjo, ker je bil v bistvu že ideja drugo leto takoj, ampak takrat nas je COVID situacija ustavila od tega, ker takrat se ne vedeli, da mislim, da začetka junija bo sploh kaj odprto ali kaj se bo dogajalo. Ampak zdaj nekako na podlagi zadnjih 2 let pa imamo občutek, da konec junija kakorkoli obrnemo bo odprto in bomo probali s koncem junija začeti. Deloma zaradi analize drugih festivalov, ker vseeno želimo tudi se na eni točki primerjati z večjimi ostalimi festivali in nismo nekako locirali to časovno obdobje kot obdobje nekega večjega festivala od drugje po Evropi ni. Tako da takrat zaradi tega in pa tudi zato, ker je mogoče konec šole, drugačno razpoloženje, vzdušje, poletje se začenja, pa še praznik je vmes, kar nam da tudi še en dodaten dan mogoče, da ljudje lažje pridejo tudi med tednom.